In v tej državi so znali nekateri snemati promocijske spote na področju otrok s posebnimi potrebami, namesto da bi pa za te otroke nekaj konkretnega tudi naredili. Varuh človekovih pravic prav tako opozarja na dejstvo, da skrb za otroke s posebnimi potrebami še vedno ni urejena sistemsko, temveč je odvisna od ozaveščenosti posameznikov in od njihovih individualnih prizadevanj. Otroci potrebujejo starše, starši pa seveda potrebujejo pomoč, tudi pomoč tretje osebe. Dajmo si priznati in dajmo nekaj narediti tudi v tej smeri. Za konec bi povedal samo še tole, kako pomenljivo. Varuh človekovih pravic se je usedel v klop, kjer sedijo poslanci Levice, torej tja, kjer je bilo ugotovljenih največ kršitev. Očitno varuh človekovih pravic ve, kje so največji izzivi. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod Reberšek, izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Vas bom pa iskreno vprašala, ker je letelo seveda name, a ne, glede na otroke s posebnimi potrebami. Kaj dobrega ste pa vi storili za njih? Kaj ste pa vi za njih storili? Kater zakonski predlog ste podali? Kaj ste vi dobrega storili za njih? Kar sete se, gospod Reberšek, je retorično vprašanje to. Tako da, oprostite, spoštovani varuh, se vam iskreno opravičujem za takšno obnašanje, niste si ga zaslužili, ni si ga zaslužil pravzaprav nihče v tej dvorani. Boste dobili postopkovno, najprej ima kolegica Sukič, izvolite. Ja, prosim, da opomnite tudi poslanca, da grdo zavaja, kajti vsako poročilo pri vseh vladah zmeraj največ pač priporočil leti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v vsaki vladi, tudi v vladi Janeza Janše. Tako, hvala. Hvala lepa. Sem povedala, ne, da je, zdaj sicer ni bilo prav postopkovno vaše, ampak bom prav čisto sprejela zaradi tega, ker izvajanje gospoda Reberška je bilo nekorektno in nesramno do drugih. Izvolite, ja, postopkovno. Spoštovana predsednica, glede na to, da sem bil izzvan in da se na nek način ne morem braniti, bom zelo na kratko odgovoril na vaše vprašanje, kaj smo naredili za otroke s posebnimi potrebami. No, povejte. Vsi starši otrok vedo, da smo za njih naredili bistveno več kot vse vlade do sedaj. Naj omenim samo nadomestilo za izgubljeni dohodek, ker so starši vsa ta leta, preden smo mi prišli na oblast, prejemali 588 evrov na mesec, dokler nismo tega nadomestila dvignili vsaj na znesek minimalne plače. Če omenim brezplačno sobivanje, do naše vlade so morali starši plačevati 20 evrov na dan za to, da so na stolu spali zraven otroka. Mi smo to področje uredili, starši ob svojem otroku bivajo brezplačno, poleg tega pa dobijo tudi bolniško nadomestilo. Vi osebno ste to uredili, gospod Reberšek, vi osebno ste to uredili. Osebno Aleksander Reberšek. Naslednja stvar. Bomo vprašali starše otrok s posebnimi potrebami, pa bomo videli, kako vas bodo pohvalili. PKP dodatek. V PKP 7, kjer smo zagotovili, da se dodatek za nego poveča, za več kot 8 mesecev so dobivali starši povečani dodatek. Mnogo smo naredili, zdaj, ko bi pa mogli vi narediti nekaj, ste pa rajši se sami prepoznali, snemali promocijske spote, na otroke s posebnimi potrebami pa ste pozabili. Gospod Reberšek, izrekam vam drugi opomin, ker itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako kot vedno, bodo pa starši otrok s posebnimi potrebami sami govorili o vaših izjemnih dosežkih. Hvala lepa, osedite se. Ne boste povedali do konca. Do konca bom povedal, ker resnica boli. Ne boste povedali, razen če boste dali postopkovni predlog. Bom dal postopkovni predlog. Ajde, podajte postopkovni predlog. Gospa Jeraj, vam se ni treba igrati odvetnika za njega, boste poskrbeli za svoje postopkovne. Izvolite. Nisem noben populist, za starše otrok s posebnimi potrebami sem daroval več kot 20 000 evrov. In to ni populist. Populist ste vi, ker imate škarje in platno v roko in ne naredite za otroke nič. No, gospod Reberšek, predvidevam, da boste pokazali, ne, vse svoja nakazila, ki ste darovali 20 000 evrov. Pričakujem, da boste na naslednji seji prinesli vsa svoja nakazila.